Poglejte, financiranje politike v Sloveniji ima nekako dva obraza. En je tisti, ki ga vidimo vsi. Urejen, zakonit, takšen za javnost. Potem pa je tu še drugi, skriti obraz, ki deluje v sencah in pripoveduje eno čisto drugačno, veliko bolj zapleteno zgodbo. Dajmo pogledati, kaj se v resnici skriva pod površjem. In vse skupaj se začne z enim samim, ampak res ključnim vprašanjem. Uradno na papirju so politične stranke pogosto v rdečih številkah, skoraj na robu preživetja. Po drugi strani pa vsi vemo, da se v politiki obrača ogromno denarja. Odkot torej prihaja ta denar? Kdo v resnici plačuje za moč? No, da bi to skrito mrežo sploh lahko razumeli, jo moramo razbiti na 4 ključne dele. Vse se začne pri nenehnem krogu dolgov, ki vodi do pametno zasnovanih obvodov za pretok denarja. Poglejmo si torej anatomijo te sistemske korupcije, korak za korakom. Torej, začnimo najprej pri tej uradni fasadi. To je zgodba, ki jo stranke predstavljajo javnosti. Zgodba polna nekih finančnih protislovij, kjer se številke preprosto ne izidejo. Verjetno si večina predstavlja, da stranke živijo od donacij in članarin, ne? Ampak resnica je, precej drugačna. Dejstvo je, da med 70 in 90% vseh njihovih uradnih prihodkov pride direktno iz državnega proračuna, torej iz našega skupnega denarja. Ampak, poglejte, ravno tukaj se pojavi problem. Kljub tej močni finančni injekciji iz proračuna, stranke redno porabijo veliko več, kot uradno zaslužijo. In ta primanjkljaj postane, naravnost dramatičen, ko pridejo na vrsto volitve. In ta stalna finančna luknja jih seveda porine v nek tak začaran krog, v dolžniško past. Poglejmo si, kako ta sistemska šibkost pravzaprav odpira vrata za različne zunanje vplive, ki potem delujejo v senci. Temu pojavu pravimo cikel insolventnosti. In kako deluje? Poglejte, stranke se pred volitvami na veliko zadolžujejo za drage kampanje, pri tem pa stavijo vse na eno karto. Upajo, da jim bo dober volilni rezultat prinesel dovolj javnega denarja, da bodo lahko poplačale vse dolgove. Ampak to je seveda precej tvegana igra. In kaj se zgodi? Ta nenehna grožnja bankrota jih seveda sili, da denar iščejo drugje, mimo uradnih knjig. In kako potem ta denar pride do strank, če so uradne poti zaprte? Tukaj vstopimo v svet, ki bi mu lahko rekli kar sistemi v senci. To so domiselni obvodni mehanizmi, zasnovani s enim samim ciljem – naskrivaj financirati politično moč. Poročilo, na katerem temelji ta analiza, razkriva predvsem dva glavna kanala za ta skriti pretok denarja. Prvi teče skozi medije, drugi pa se napaja iz podjetij v državni lasti. Oba sta zasnovana tako, da denar in vpliv usmerita mimo uradnih računov strank. Prvi model je tako imenovani medijski obvod. Tukaj tuji kapital, ki je zelo tesno povezan z madžarsko vladajočo stranko Fidesz, čisto zakonito vlaga v slovenske medijske hiše, ki so povezane s stranko SDS. In ne govorimo o majhnih zneskih, po tej poti so preusmerili vsaj 4 milijone evrov. S tem so se ta medijska podjetja dejansko spremenila v propagandantna orodja, financirana z denarjem, ki po zakonu sploh ne bi smel priti do stranke same. Drugi obvod pa je še bolj prefinjen. Podjetja v državni lasti spremenimo v prave bankomate z uporabo modela aneks. Kako to deluje? Najprej se na javnem razpisu zmaga z res nizko ceno. Ampak potem pa se z raznimi aneksi k pogodbi ta cena umetno napihne. Razlika med prvo in končno ceno pa se nato prelije v žepe političnih zaveznikov ali pa v črne fonde strank. In kako dobičkonosen je lahko ta sistem? Žvižgač Ivan Gale je med pandemijo razkril nekaj neverjetnega. Da so se večje pogodbe podpisovale po načelu 100% marž. Kaj to pomeni? To pomeni, da je bil dobiček enak strošku, kar je ustvarilo ogromne vsote denarja, ki so se lahko preusmerile kamorkoli. In zdaj pridemo do verjetno ključnega spoznanja celotne analize. Ne gre za to, ali je stranka leva ali desna. Pravzaprav gre za teorijo ogledala. Oba politična pola uporabljata presenetljivo podobne prijeme za ohranjanje moči. Problem torej ni v eni stranki, ampak v sistemu samem. Dobro, ampak zakaj bi nas vse to sploh moralo skrbiti? Poglejmo si, kaj je v resnici na kocki za vse nas. Posledice so res uničujoče in se dotikajo vseh nas. Prvič pride do ugrabitve države. To pomeni, da zakonov ne pišejo več naši izvoljeni predstavniki, ampak, skriti lobiji in zasebni interesi.
Hkrati tuji kapital dobesedno kupuje politično zvestobo, kar ogroža našo suverenost. In takšen sistem iz politike seveda odganja sposobne in poštene ljudi. Torej, očitno je, da sistem ne deluje. Ampak, ali obstaja rešitev? Poročilo ne ponuja samo diagnoze, ampak tudi zelo konkreten načrt, kako bi lahko te sistemske luknje zamašili. No, preden pogledamo konkretne rešitve, se moramo lotiti enega zelo razširjenega mita. Pogosto slišimo, saj stranke bi se morale financirati samo iz članarin. Ampak matematika je tukaj precej neusmiljena. To bi večino strank pahnila v stečaj. Preživele pa bile tiste, ki bi jih financirali superbogati posamezniki. To kar res ni pot do boljše demokracije. Prava pot naprej torej očitno ni v nekih utopičnih idejah, ampak v 3 zelo konkretnih, premišljenih sistemskih reformah, ki ciljajo v samo jedro problema. Poglejmo si jih. In ti 3 stebri so pravzaprav zasnovani tako, da zaprejo vrata temu sistemu v senci. Prvič, močnejši nadzor. To pomeni, da bi Računsko sodišče lahko pogledalo tudi poslovanje medijev in drugih povezanih podjetij. Drugič, depolitizacija državnih podjetij, da ne bi več služila kot bankomati. In tretjič, popolna digitalna transparentnost, kjer bi lahko vsak evro financiranja kampanj spremljali v realnem času. In vse to nas na koncu pripelje do enega samega, morda malce provokativnega vprašanja. Izbira namreč ni, ali bomo plačali za demokracijo, ampak kako? Ali bo to plačilo javno in transparentno, ali pa jo bodo na skrivaj kupili zasebni interesi?